Danes v Pomurskem dnevniku. Kaj pričakujemo od evropskih poslancev? Gol Tavareša ne bi smel obveljati. Znanstveniki podpirajo zaščito Mure. Že petič Fordov trgovec leta. Vreme jutri jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Evropski državljani bomo maja izbirali svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. To je čas, da izrazimo svoje mnenje. Volitve v Evropski parlament bodo v vseh državah članicah Evropske unije potekale med 23. in 26. majem. V Sloveniji bomo volili v nedeljo 26. maja. Pred dnevi so se v Lendavi mudili mladi iz različnih evropskih držav, ki so se pogovarjali o temah, ki bodo zaznamovale prihajajoče volitve v Evropski parlament. Zanimivo je slišati, kaj pričakujejo od evropskih poslancev. That they will think to people and not to their personal interests, maybe not think that it is more important economy or some states are more important because they are more rich, but all the countries have their importance in Europe, not only for their economy or their politician, but they have to respect the culture and the problems of all the members of European states. Mladi Evropejci predvsem pričakujejo, da jim bodo evropski poslanci prisluhnili. I really expect that they will support many communities like Erasmus, and they will support and they will listen to the youth's opinion about our future, and it's really important to take care of our environment, which is in a crisis in nowadays. Mislim, da se od njih predvsem da pričakovati proaktivnost in aktivnost, čeprav se morda tega nekoliko ne vidi iz vsakdanjega življenja, ampak to mislim pa, da se delno krivi tudi mediji, ki premalo o tem poročajo, in da bi se morali več posvečati tudi tematikam, na katerih smo dejansko uspešni, kot je recimo sporazum Evropska unija, Japonska, pri kateri je sodeloval v bistvu v veliki meri slovenski poslanec. Velika pričakovanja od evropskih poslancev imajo tudi mimoidoči na soboških ulicah. Ko nam prinesejo kakšne peneze, ne, v Sloveniji, ne? Ja, dosti ne, ker po zdajšnjem delu, ko so ga upravili, smo zgleda vsi razočarani. Nič posebnega, verjetno vse naprej, tako kot je bilo. Številni so tudi mnenja, da bi Pomurje moralo imeti poslance v Evropskem parlamentu. Ja, to bi pa bilo dobro. Zakaj pa? Že zaradi razvoja, pa zaradi toga se. Bi bilo boljše? Ja. Moralo bi imeti, pa čim prej narediti pokrajino. Ja, zakaj pa ne? Hvala Bogu. Ne? Že bi bil čas. Sigurno, da bi dobili kaj več, ampak to je skoraj nemogoče, da bi regija imela svojega poslanca v Evropi. Se boste udeležili volitev maja? Verjetno ja. Sicer pa so slovenski poslanci v Evropskem parlamentu voljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice za dobo 5 let. Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem, kar pomeni, da imamo volivci možnost, da neposredno vplivamo na izbiro kandidatov. S posamezne strankarske liste so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največje število preferenčnih glasov. Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je v izobraževalne namene javnosti podala obrazložitev presoje ofsajda s tekme Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Muro. Gol Markosa Tavareša bi morali sodniki razveljaviti, ugotavljajo. Igralec enka Maribora številko 9 se je ob udarcu na vrata nahajal v ofsajd položaju in nato dosegel zadetek. Vmes se je žoga sicer odbila od igralca enka Mure številko 14, kar pa na presojo ofsajda nima vpliva. Igra bi morala biti prekinjena, so zapisali pri Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije, ki so na spletni strani Nogometne zveze Slovenije objavili tudi posnetek zadetka Markosa Tavareša. Pri tovrstnih presojah je potrebno razlikovati med primeri, ko se žoga odbije od nasprotnika ali pa ta igra žogo.
Če se žoga odbija od igralca braneče se ekipe do napadalca, ki se je v trenutku, ko je z njo igral njegov soigralec, nahajal v ofsajd položaju, je potrebno dosoditi ofsajd. Če pa bi igralec braneče se ekipe zavestno igral žogo, ki bi potem prišla do napadalca, ki se je predtem nahajal v ofsajd položaju, ta napadalec ne bi bil v ofsajdu, saj bi žogo zadnji dejansko igral nasprotni igralec, so še zapisali. 100 znanstvenikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in drugih držav je danes na Ministrstvo za okolje in prostor poslalo skupno izjavo, s katero podpirajo trajno zaščito reke Mure in pozdravljajo odločitev ministra Lebna, da prepreči gradnjo jezov. Kot so sporočili iz kampanje Rešimo Muro, so omenjeni znanstveniki skupno izjavo danes poslali Ministrstvu za okolje in prostor, saj je danes potekel tudi rok za oddajo pripomb in predlogov na osnutek uredbe, ki bi preprečila gradnjo elektrarn na Muri. Leben je namreč 13. februarja izdal osnutek uredbe, ki bi dravskim elektrarnam Maribor odvzela koncesijo za gradnjo 8 hidroelektrarn na reki Muri. Znanstveniki v sporočilu opozarjajo, da bi hidroelektrarne na Muri povzročile veliko hidrološko in ekosistemsko spremembo in posledično veliko škodo na območju izjemne naravne in kulturne dediščine. Sprejem uredbe pa je po njihovem osnova za dolgoročno zaščito in trajnostni razvoj regije ob Muri. Sporočilu še ugotavljajo, da so v zadnjih letih številne študije jasno pokazale grozoten negativni vpliv hidroelektrarn na rečni tok in celoten rečni ekosistem ter na vse, kar je od njega odvisno. Uničeni so naravni habitati, rastlinske in živalske vrste začnejo upadati ali pa celo izginejo. Ker je ministrstvo pravzaprav samo nosilec postopka državnega prostorskega načrta, ne pa tudi vsebinski nosilec energetske politike Slovenije, se je minister odločil še za nadaljnji korak, to je ukinitev koncesije. Družba Summit Motors Ljubljana je podelila naziv Fordov trgovec leta za leto 2018, ki ga je znova osvojilo pomursko podjetje Autorajh. Fordov trgovec leta je častni naziv, ki ga vsako leto prejme Fordov trgovec za doseganje najvišjih standardov kakovosti in zastavljenih poslovnih ciljev, ki obenem v največji možni meri poseblja vrednote znamke Ford. Organizatorji izbora pravijo, da je Autorajh povsem zasluženo ponovno v vrhu Fordove prodajno-servisne mreže. Odlična je namreč tako njihova prodaja vozil in storitev, kot tudi zadovoljstvo strank. Hvaležni smo jim za prvovrstno zastopanje znamke Ford na skrajnem severovzhodu Slovenije in se z njimi veselimo poslovnih uspehov, so zapisali pri Summit Motors Ljubljana. Že 5. naziv zapovrstjo Fordov trgovec leta tako ostaja podjetju Autorajh, ki letos obeležuje tudi 25-letno zastopanje znamke Ford. Ob tej priložnosti je Dušan Rajh, direktor Autorajh prodaje, povedal: "Zelo smo počaščeni in hvaležni strankam za ponovno potrditev zadovoljstva z našim delom. Naziv trgovec leta 2018 je odlična popotnica za naše 25-letno zastopanje znamke Ford. V tem letu praznujemo tudi 50 let kleparsko-ličarske dejavnosti našega družinskega podjetja. Veseli nas, da je že desetletja nudimo strankam in podjetjem iz Pomurja in drugih koncev Slovenije privlačna, inovativna in varna vozila znamke Ford. Zahvala pa gre seveda tudi vsem zaposlenim, saj je to v prvi meri priznanje za njihovo odlično delo, je še povedal Rajh." V soboto se na mariborskem Pohorju uradno zaključuje smuka do doline. Zaključek bodo spremljale cenejše vozovnice in pester glasbeni program. V soboto bo smuka na snežnem stadionu na mariborskem Pohorju na razpolago brez prekinitve do 21. ure. Ob tem bodo to soboto tudi dnevne vozovnice veljale do 21. ure, v dolino pa bodo takrat predvidoma mogoče smučati še po Čopovi progi. A zaključek bo spremljala tudi zabava po smučanju, après-ski, saj bo v ciljni areni snežnega stadiona smučarje čakala DJ animacija. V izteku Čopove proge pa bo v gondola Fun Baru ob 13. ure naprej koncert skupine Žanet v živo in nato še zabava z DJ-jem. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o murskosoboški tožilki, ki je vozila v vinjenem stanju. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo jasno, čez dan bo zapihal zahodni do jugozahodni veter. Več v vremenu, ki nas čaka čez vikend, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma sončen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 10, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo zapihal zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 3, čez dan pa bodo termometri pokazali pomladnih 21 stopinj. V petek se bo oblačnost povečala, čez dan bodo kratkotrajne padavine, deloma plohe. V soboto bo na Primorskem precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in hladneje. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale od 1 do 4, dnevno pa med 8 in 16 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več zanimivih vsebin najdete na naši spletni strani. Se vidimo ponovno spet jutri. Nasvidenje.